Dobro jutro, torek, 6. oktober. Iz Izole sem se odpravil po tej obalni cesti proti Kopru. Nato pa sledi izlet po okoliških krajih. Na spletu sem našel neko stran s kolesarskimi potmi po slovenski Istri in ta se imenuje Na Socerb po razgled. Ja, zdaj tle kolovratim po Kopru, iščem prave ulice. Kakor kaže, sem se uspel prebiti ven iz Kopra. Enih 5krat sem se ustavil, da sem preveril zemljevid. In zdaj sem na neki stranski oziroma manj prometni cesti proti naselju Triban. Kaže, da bo malo vzpončka tukaj. Se že veselim. Jaz kot ugankarski entuzijast zmeraj iščem anagrame različnih besed. In za kraj Triban lahko rečem, da je po ugankarsko nabrit. Bonini, tudi že slišal. Tukaj v kraju Bonini sem naletel na en lep spomenik. Sliši se otroški vrišč, lahko bi bila kakšna šola. Na tisti spletni strani, ki sem jo omenil, je več kolesarskih poti. 4 so take, ki so 100% asfaltirane, torej primerne za specialko. To je vzpon, ki gre v Sveti Anton. Ja, 500 metrov je bilo strmo, zdaj je pa malo popustil. Tematski anagram. Kruti Turki. To je pa očitno že Sveti Anton, ampak izgleda, da sem se v naselje preklopil s stranske ceste in naprej v hrib za Marezige. Ja, nekako moram iti v smer za naselje Truške. Iz Marezik sem se strmo spustil dol v neko dolino. Zdaj se pa že spet nazaj spenjam na drugo stran hriba. Truške. Zdaj od Trušk naprej se vozim proti kraju po Petre. Ne boste verjeli, tudi ta ima anagram, in sicer Portepe. To je častni oficirski trak pri ročaju sablje. Lepa pokrajina, levo razgled vse dol do morja. Tukaj po vrhu pa vinogradi, oljčni nasadi in posamezne vasice. Tukaj so zdaj po Petre. Tle sem zdaj prišel na neko križišče v Gračišče, ki se moram držati glavne ceste v smeri proti naselju Kubet. Pa sem že tle. Wow, glejte to. Ja, jaz bi rekel, da tukaj še nisem bil. Meni te kraji niso nič poznani. Sem pa navdušen, kako so lepi. Po nekaj kilometrih spusta, spet malo v hrib. Lep izlet imam danes. Tam sem zdaj jaz prišel, v kraj otroških spominov, ko smo se z nosovi na šipah drli. Vidim morje. Ja, se spomnim jaz tega spomenika, ja. Čeprav še danes ne vem, zakaj je tle postavljen. Za v hrib ta omejitev ne bo noben problem.
hitro si privoščim malo energije. S polnimi usti lahko povem, da je to kastelec. Aha, evo ga. Pot me je na kratko prepeljala v Italijo. Po 2 kilometrih spusta sem ugotovil, da sem zgrešil smer, tako da zdaj moram iti nazaj po isti poti v hrib, da najdem pravi odcep. V glavnem, brez panike, ta vzpon je zelo prijeten in tudi nisem se spustil čisto do doline, ker sem imel tak čuden občutek, da me preveč vleče proti Trstu. Tako da zdaj prav z veseljem naredim še teh par 100 metrov do pravega odcepa. Je pa zanimivo, ker imaš čas med vzponom gledati take napise in vidiš marsikaj zanimivega, ko med spustom ne bi. Tukaj po italijanski strani sem se večinoma spuščal, nekje je bil tudi 12% spust, tako da nisem kaj dosti uspel posneti. Spet v Sloveniji, kakor kaže zemljevid, bom šel čez Spodnje Škofije in imam še kakšnih 5 km do Kopra. Tako, zdaj sem na kolesarski stezi proti Kopru in tam bom prečkal po najkrajši poti na obalno cesto do Izole ter zaključil današnji izlet. Zdaj sem šel mimo Žusterne, še dobrih 5-6 km do Izole in to je to. Zdaj sem pa že v Izoli, skupaj bo to 75 km, porabil sem pa 3 ure 50 minut. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Pot na Socerb po lep razgled. V glavnem zelo lepa pot, slikovita, z dosti klanci, malo prometa.